V Rogaški Slatini bodo razširili osrednjo čistilno napravo. V Celju sanirali ceste po obnovi železniške infrastrukture. Priznanja članom Zveze združenj borcev za vrednote NOB. Po debaklu v Velenju Celjani še bolj oddaljeni od naslova državnih prvakov. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. V občini Rogaška Slatina bodo razširili osrednjo čistilno napravo in njeno kapaciteto povečali za 3500 populacijskih enot. Z naložbo naj bi začeli že ta mesec, končana pa bo do marca prihodnje leto. Prav tako bodo na območju Prneka zgradili skoraj 2 kilometra nove sekundarne kanalizacije. Pogodbi za obe naložbi, ki bosta skupaj stali skoraj 1,7 milijona evrov, je župan Branko Kidrič z izvajalcema del podpisal danes. V Rogaški Slatini imajo 3 čistilne naprave, manjši v Kostrivnici in Svetem Florjanu ter osrednjo v bližini mejnega prehoda Rajnkovec. Slednjo so zgradili leta 2003, njena kapaciteta pa je 9000 populacijskih enot. Zdaj bodo to čistilno napravo, na katero so priključeni tudi prebivalci Rogatca, razširili. Zaradi potreb v teh zadnjih 20 letih, ki so nastale, smo se odločili, da nadgradimo čistilno napravo v Rogaški Slatini, in sicer za 3500 populacijskih enot. Celoten projekt pa je razdeljen na 2 sklopa, in sicer prvi sklop zajema izgradnjo 180 kubičnega bazena za 3500 populacijskih enot z sistemom za degradacijo blata. Ta sklop se nanaša na potrebe vseh 6 občin soustanoviteljic javnega podjetja OKP Rogaška Slatina. Za nadgradnjo, predvsem tudi za potrebe dehidracije blata, kar je danes verjetno, poveste, težava po vsej državi. Z drugim sklopom projekta pa bodo zagotovili še večjo pokritost s kanalizacijo v Rogaški Slatini. Dopolnjujemo aglomeracijo Rogaška Slatina za izgradnjo kanalizacije v naselju Prnek v dolžini 1906 metrov. Na novo se bo priključilo 94 prebivalcev. Razveseljiv podatek pa je, da bomo znotraj te aglomeracije povečali priključenost občanov na čistilno napravo v Rogaški Slatini iz 96% na 98% priključenost v Rogaški Slatini. Za naložbi bodo odšteli 1,7 milijona evrov, denar za izvedbo projekta pa so dobili tudi iz evropskih virov. Za realizacijo tega projekta pa smo uspeli pridobiti sredstva v višini 1 131 300 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna. 80% je iz Evropskega sklada in 20% iz državnega proračuna. Razliko pa zagotavljamo občine soustanoviteljice. Za sklop 1 po določenem kriteriju vseh 6 občin, za sklop 2 kanalizacija Prnek pa seveda samo občina Rogaška Slatina. Župan Branko Kidrič je danes z obema izbranima izvajalcema podpisal pogodbi, dela na terenu pa naj bi se začela do konca meseca. Na to pa je predvidena gradnja v dolžini 9,5 mesecev oziroma 285 dni oziroma do marca leta 2022. Na to pa je za tovrstne projekte predvideno tudi poskusno obratovanje v dolžini 6 mesecev oziroma 180 dni, kar pomeni, da bi v jeseni prihodnjega leta, meseca septembra, lahko bil ta projekt oziroma naj bi bil ta projekt tudi zaključen. Kot je še poudaril župan, Rogaška Slatina tudi s tem projektom uspešno uresničuje strategijo razvoja na področju ravnanja z okoljem. V Celju so že pred časom zaključili vsa dela pri obnovi železniške infrastrukture. Zdaj pa so zaključili tudi sanacijo cest, ki so bile v času gradnje obremenjene s prometom tovornih vozil in ob tem poškodovane. Tako je izvajalec gradnje, podjetje Kolektor Koling, saniral več odsekov cest, tudi na Skalni kleti ter na cestah Liboje Košnica in Tremerje Debro.
Izvajalec gradnje železniške proge je na svoje stroške saniral več odsekov cest in most čez Ložnico pri gasilskem domu v Zagradu, in sicer na podlagi sporazuma o sanaciji poškodovanih občinskih cest, ki smo ga sklenili Mestna občina Celje, DRSI kot investitor in izvajalec podjetje Kolektor Koling. V Muzeju novejše zgodovine Celje so pripravili podelitev priznanj srebrnih in zlatih plaket Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Priznanja so letos prejeli 4 njihovi člani. Gre za najvišja priznanja Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Celju izmed 40 vsako leto pripadata 2 priznanji. Ker lani nismo podelili zaradi znanih razlogov, tudi letos ne, na našem velikem koncertu na pragu Svobode, ki ga imamo v Narodnem domu na dan zmage, na pragu Svobode, na pragu 9. maja, smo se pa vseeno odločili, da bomo letos podelili in zato podeljujemo te 4. Priznanja sta podelila Stane Mele v imenu Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in Marjan Petan v imenu Združenja borcev za vrednote NOB Celje. Letošnji prejemniki so za življenjsko delo je zlato plaketo prejel Martin Lupše, potem sta 2 nagrajenca za zlato plaketo, Ivanka Hrovat in pa Ludvik Kolar, in pa srebrno plaketo je pa prejel Franci Vrmnjak. Kot je poudaril Marjan Petan, imamo v Celju veliko ljudi, ki so celo življenje predani k ohranjanju poslanstva poštenega odnosa in vrednotenja narodno-osvobodilnega boja. Nekateri so bili funkcionarji, nekateri so delali na terenu, nekateri so resnično držali vse na svojih ramenih, ki si to zaslužijo, in jaz mislim, da je dolgoletno delo na tem poslanstvu prava osnova za nagrade, ki so jih dobili. A v zvezi priznavajo, da mladine nikoli ni dovolj, kljub temu pa so v Celju ponosni na to, da njihovo delo zanima tudi mlajše. Želimo, da bi mladi spoznali, da je današnji dan, ki je pred nami, ker bojo oni živeli, posledica tistega, kar se je zgodilo v letih 41-45, ko smo obranili in ohranili našo državo, našo Slovenijo, naš narod, slovenski jezik. Jaz ne vem, v kakšnem jeziku bi se mi danes pogovarjala, če bi se bile Hitlerjeve besede v Mariboru naredite mi to deželo zopet nemško. Kak bi mi govorili? Jaz mislim, da bi bilo hudo, ne? Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v zaostali tekmi domačega prvenstva s 30-22 izgubili na gostovanju pri Gorenju v Velenju. To je bil 4. zaporedni poraz pivovarjev, ki jih je prvič vodil novi trener Luka Žvižej. Celjani so zdaj v boju za naslov državnega prvaka v bistveno slabšem položaju kot Velenčani in Trebanci. V celjskem klubu ne pomnijo, kdaj so v slovenskem državnem prvenstvu izgubili 4 tekme zapored in kdaj je nazadnje njihov tekmec na domači sceni vodil že s 13 goli razlike. Vse to so aktualni državni prvaki doživeli sinoči v Velenju, ko so že v polčasu zaostajali za neverjetnih 9 zadetkov. V prvi polovici nadaljevanja pa se je prednost Gorenja povzpela že na 13 golov. Celjani so sinoči doživeli popoln razpad sistema. Na koncu so bili glede na potek srečanja lahko s porazom za 8 golov celo izjemno zadovoljni. Mi smo poskušali se dogovorili, kako bomo odigrali, probali se dvignati. Zaenkrat nam še to ni uspelo, tudi določene zadeve, ki smo jih se dogovorili, jih nismo odigrali, ampak enostavno nimamo druge, kot da zopet moramo dvigniti glave, moramo iti naprej, odigrati do konca, maksimalno resno, in pa seveda prvo je na nas, da naredimo to, potem pa pač bomo videli, kaj se bo zgodilo, pač moramo čakati na kiks drugega, ampak najbolj pomembno je, da se mi dvignemo in da mi te 3 tekme do konca odigramo tako, kot se bomo dogovorili, oziroma tako, kot se tudi od nas pričakuje in pričakujemo tudi sami. Dobro smo se pripravili na njih. Odigrali smo odličen prvi polčas, zelo mlado ekipo. Če pogledate, igrali smo na začetku samimi mladinci, bi rekel, ampak smo zelo zreli bili, pametni, potrpežljivi, obramba zelo na visokem nivoju in smo dejansko jih nadigrali v vseh fazah igre. Pri njih se pozna ta pritisk, breme zmage in to smo danes pridno izkoriščali.
več kot zasluženo zmagali. Ta tekma je bila tista prelomnica za nas, pač res, da smo se dobro pripravili, to pokazali na igrišču. Čestito bi rad fantom za borbo, pokazali smo, kaj znamo, zdaj pa upam, da bo tako naprej. Celjanom očitno ni pomagala niti zamenjava trenerja. Sinoči jih je prvič vodil 40-letni Luka Žvižej, ki je bil v dosedanjem delu sezone na klopi celjskih mladincev. Ja, enostavno v obrambi nismo zdržali do konca. Bili smo močni, zaustavljali, ampak nekako je Gorenje ustrajalo, prišli do priložnosti in so zadeli. V napadu pa smo imeli velike težave, nismo prišli niti do strela. Nismo probali in nekako tu je že bila razlika, drugi polčas pa smo to razliko lovili in nam je ni danes uspel. Kljub vsemu, da smo probali vse, nam ni uspel obrnati. Po zelo uspešnem prvem delu sezone so pivovarji v finišu zaradi poškodb postali brez nekaterih nosilcev igre. Predvsem manjko Josipa Šarca in Patrika Lebana je praktično nemogoče nadomestiti. Nekaj poškodb nas je presekalo. Ravno v tem obdobju se nam je tudi nanizali nekaj težkih tekem, pa tekme takoj po reprezentančnih premorih, ena za drugo in nažalost smo popustili v nepravem trenutku. Žal mi je za vse tiste navijače, za Florjanec, ko nas podpirajo na vsaki tekmi, ne glede na to, ampak pač mi si vseeno želimo, smo si želeli in si še vedno. In upam, da se rokomet lahko se vse še obrne do konca sezone. 3 kroge pred koncem državnega prvenstva imajo Trebanjci pred Celjani zdaj točko prednosti. Točko za Celjani zaostajajo Velenjčani, ki pa imajo kar 2 tekmi manj. In kar se tiče morebitne osvojitve državnega naslova, vse v svojih rokah. Mi imamo 5 tekem, tako da mi danes dejansko smo zmagali Celje, vsaka čast mojim fantom, ampak čakajo nas še zdaj naporni tedni, zgoščeni, tako da s to zmago smo naredili nek korak, ampak čaka nas še 5 korakov, če jih ne bo. Današnja zmaga nič ne pomeni, tako da brez euforije, gremo korak po koraku, v nedeljo nas že čaka Kopru in čaka nas zelo težko tekma. Ja, boj za prvaka bo sigurno, zdaj jaz upam, da bomo tudi mi v tem boju, ampak vidimo, da nič kaj na to ne kaže, tako sem že prej rekel. Zdaj bo bolj važno, da mi naslednje 3, se pravi te, ki nas čakajo do konca, odigramo in enostavno popravimo vtis in vse skupaj. Celjani bodo naslednjo tekmo odigrali v soboto, ko bo v Zlatorogu gostovala Izola. Trener Žvižej bo skušal moštvo, predvsem v psihološkem smislu, dvigniti na višjo raven. Jutri bo pretežno oblačno, krevne plohe in posamezne nevihte se bodo čez dan od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 6 do 13, najvišje dnevne od 13 do 19 stopinj. Soboto in nedeljo bo še nestanovitno vreme s pogostimi krevnimi padavinami. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, vabljenje v našo družbo znova jutri. Lep pozdrav.